kratko, da boste si lahko še enkrat v miru to zadevo pogledali. Sedaj pa povabim Julijo, da nam pove, je izguba identitete res naša smrt? Ker živimo v času, ko se rušijo naše identitete, ki lahko ima več pomenov. Identiteta je tisto, kar dela posamezno entiteto opredeljivo in prepoznavno. Torej, Julija, izvoli, beseda je tvoja. Ok, jaz bom pa pripravil za Zoom, a ne, nekaj teh slajdov, pa bom potem pošeral, prav? Izvoli. Dober dan, lep pozdrav. Spet smo tukaj z eno zanimivo temo. Jaz bi predlagala, da si lahko tudi, da si kaj zapišete, če vas bo močno pritegnilo, ampak predvsem pa bi želela, da me poslušate in to s srcem. Zato, ker dostikrat predavanja poslušamo tako, da pač si zapisujemo, kar slišimo, zato da ne bomo vseh teh podatkov pozabili, vendar to so spet samo neke informacije. Veliko bolj pomembno je, da začutimo to, kar ima nekdo zapovedati, to sporočilo. Tako da tudi, če si ne boste vse zapolnili, je pomembno, da začutite poanto tega, kar bi vam jaz rada danes povedala. Ja, lahko damo kar to prvo. Jaz bi vam najprej, ko sem jaz prebrala definicijo identitete, moram reči, da mi je vse postalo še bolj kristalno jasno. In sicer, to je v Wikipediji, ki vemo, da tam je sama resnica, oziroma vemo, kako to deluje, na kakšen način. Identiteta ali istovetnost ima lahko več pomenov. Prebrala bom samo tiste tri, ki so se meni zdele najbolj pomembne. In sicer, identiteta je tisto, kar dela posamezno entiteto opredeljivo in prepoznavno. Pa bom pa malo komentirala. Osebna identiteta je tisto, kar človeka določa kot osebo. In zadnja, svojo identiteto dokažemo z osebno izkaznico. Zdaj pa vas prosim, da malo to, kar sem povedala, zdaj začutite. Ker tukaj noter je skrita ta skrivnost identitete, ki nam jo toliko ves čas nas opozarjajo oziroma nam jo gradijo in ki se zdaj v teh časih toliko močno ruši. Se pravi, določa človeka kot osebo, ne določa človeka kot človeka, ampak kot osebo. Tisti, ki malo poznate to, veste, da je oseba je samo v bistvu na papirju, oziroma oseba je lik, ki je fiktiven. Okay? In da jo določamo z osebno izkaznico. Zanimivo, a ne? Ko zgubiš identiteto, a to pomeni, da si izgubil osebno izkaznico, ali kako? V glavnem, to je bil tisto, mogoče dodatno, kar sem jaz pripravljala, to, kaj vam bom danes povedala, je bilo to nekaj, kar me je še dodatno spodbudilo, da je to res nekaj pomembnega. Identiteta je, več identitet imamo, zdaj, ko vemo, da je to identiteta pravzaprav nima veze s človekom, oziroma jo ima, vendar ne neposredno, je lahko telesna, osebna, skupinska, kulturna, nacionalna. In v bistvu identiteta je namenjena temu, da nas nekako popredalčka, da nas da v nek znotraj sistema, nas da v nek predal. Ne vem, zdravnik, športnik, oče, starš, bom rekla starš, šolar, to so vse v bistvu identitete.
In žal se z pojmom identitete dolg časa ne ukvarjamo, oziroma skoraj nikoli se ne ukvarjamo, dokler ne doživimo kakšnega večjih čustvenih pretresov. Lahko daš, Mihajle, kar to prvo, sam tako, da je malo, ali pa to drugo, pač fotografije so. Lahko daš kar to, ja, dost smo, ja, tukaj, da bomo malo povedali glede tega. In kaj so taki čustveni pretresi, ki jih tudi danes je to zelo potencirano, recimo izguba zaposlitve, ločitev, izguba otroka, izguba starša, izguba premoženja, izguba hiše, izguba posla, izguba denarja, rečemo, ne. Takrat se naša identiteta zamaje zato, ker smo se vezali na te opise ali pa na te definicije. In kar naenkrat več ne vemo, kdo smo zdaj mi, če nimamo več moža, ali pa če nimamo več službe, če imamo socialno podporo. Bom potem povedala tudi mojo osebno izkušnjo, zato ker se mi zdi, da je to, se bo marsikdo prepoznal. Se pravi, identiteta je vse tisto, kar mislimo o sebi. In je zbirka nekih prepričanj, ki so večinoma zelo globoko zakoreninjena. In zakaj mi potem v bistvu skozi filtre teh identitet gledamo na svet in ga tudi tako doživljamo. Kaj zdaj to pomeni? Recimo nekdo, ki se je poistovetil z identiteto zelo uspešnega športnika, ne? Potem ta bo dejansko, ko ne bo mogel več tekmovati, recimo, da je njegova kariera zaradi poškodbe prekinjena, bo začutil, da to ni več on, da nima več smisla, ker je njegova identiteta bila prej tekmovanje in recimo zmagovanje ali pa pač tudi nezmagovanje. Zato se dostikrat pojavi vprašanje po smislu človeka v takih situacijah. In tudi športniki velikokrat morajo najti popolnoma nov smisel v življenju, ker enostavno tista identiteta njegova, ki so jo prej gradili toliko in toliko časa, ne obstaja več. Celotno področje delovanja, predvsem prepričanje, kdo smo mi in kakšna oseba smo. In smo spet pri osebi. Zdaj, recimo primer, da boste razumeli, kako nas ta identiteta lahko omejuje ali pa kako je lahko nevarna. In potem bom šla še nazaj, pa vam bom razložila, kako to skozi matrico deluje. Recimo, da smo mi državljani Slovenije in smo zelo ponosni na to in se identificiramo z našo državo, z Slovenijo, mi Slovenci, in smo ponosni tako. To smo mi, to je naša identiteta, jaz sem Slovenec. Zdaj, zdrava identiteta bo priznavala tudi druge narodnosti in bo rekla, super, oni so tudi ponosni, vse imamo radi, mi smo super, so tudi in Američane in ne vem, pač Madžare in Avstrijce in Nemce in Turke, kogarkoli. Vendar pa, če pa postane ta identiteta toliko močna, da te posrka vase, da imaš občutek, da si ti zaradi tega kaj več, ker si Slovenec, začneš sovražiti druge ljudi oziroma jih podcenjuješ, to posledično jih ne maraš in rečeš, ja, da vsi so za nič, samo Slovenci, mi smo pa res super. Tukaj je pa že ta prevara identitete znotraj sistema, ki dejansko upravlja, se pravi, sistem upravlja z ljudmi skozi gradnjo identitete na ta način, da se preveč s njo poistovetijo in na to delujejo
tako kot nikoli ne bi delovali, če ne bi bili tako poistoveteni s to identiteto. Se pravi, ker bi delovali iz drugega zornega kota, ne pa tako to je, kar jim je bilo nalimano. V bistvu identiteta je neka nalepka. Zato moramo biti kar previdni pri tem globokem prepričanju, ki ga imamo, lahko daš naprej. Najpogosteje imamo mi ta omejujoča prepričanja, pozitivna ali pa negativna, ampak bolj pomembno je, da bi vam jaz zdaj rada, to sem jaz hodim s psom zjutraj na sprehod in tam ob reki in meni se to, kar vam danes govorim, meni se to tam utrne in jaz to celo pot govorim, kot da bi nekomu govorila. Moram reči, da v naravi zelo lažje tečejo te misli, tudi besede, ampak dejansko sem dobila idejo, kako bi vam razložila identiteto skozi matrico, skozi to igro. Ker dejansko je identiteta se gradi v tem sistemu tako že od rojstva. In ta sistem brez identitete ne bi obstajal. A je tako? Ne bi obstajal. To se pravi, če sistemu rabijo imeti osebne izkaznice, sistema brez osebne izkaznice ni. Zato je to že od rojstva naprej, ko ti dajo osebno izkaznico, pa to številko, polno številko, potem te dajo vrtec, tam že spet gradiš identiteto tega pridnega otroka. Te so pridni, te niso pridni, ta posluša, on ne posluša, vrš je tak. In dejansko se ta identiteta ustvarja od zunaj. In otrok kot tak, pač on samo je, ampak ga stalno nekam dajo neke pridalčke, jasna je pridna, ona uboga, vse poje, nikoli se ne buni, njena sestra, ona je pa čist drugačna in je dobila čist drugo identiteto, ona pa skozi nekaj ni prav, skozi se nekaj buni in to in je sitna. Ne? In to se drži človeka potem skozi celo otroštvo, zato ker je to sistemsko tako narejeno, da dejansko ti dajo identiteto, ki ni tvoja, to nisi ti v resnici, ne? To so tvoje lastnosti, skozi kere ti deluješ, si bolj čustven, zato večkrat si občutljiv in jokaš, to ne pomeni, da si zdaj bolj siten. Ta siten je pa že identiteta in to gre potem skozi vrtec, skozi šolo, spet poslušaj, identiteta se gradi, te so odličnaki, so poslušni, naredijo nalogo, te pa niso, to so pa leni, tem se pa ne, pač so leni, so neumni, karkoli že, zihar ste to slišali in spet dobiš neko in skozi to že otroka, ki je najbolj vodljiv in ki je najbolj v bistvu dejansko nima te identitete od zunaj, se ga usmerja v neko identiteto. To je potem tudi v službi, so pač pridni zaposleni delavci, pa v neki skozi neki nergajo, pa kar se jim ne da delati in tako naprej. In zakaj ta matrica, ki jo mi igramo, ena super prispodoba je dejansko igrica, računalniška igrica je. Znotraj v tej igri nastopamo mi kot živa bitja, vendar ima vsak svojo nalepko, vsak svojo identiteto, ki jo je ustvaril tisti, ki se je ta sistem, pa matrico spolnil. Se pravi, mi ne da bi se tega zavedali, že od rojstva naprej igramo, to je tako, kot bi nam en z igrico z nami igral. Zato sem dala ta primer, recimo ene igrice, neke bojevnica, pa potem so neke take, to niso osebe, to so liki, liki, tako akterji, avatarji, ki nastopajo v igrici. In tudi mi nastopamo v tej igrici, s tem, ko to identiteto so nam dali. Oni so, oziroma so nam jo ne dali, pač skozi sistem smo si jo nekako prisvojili, da je to, da jaz sem jasna, da sem
dobra za matematiko, da sem pridna v šoli, da jaz sem za, ne vem, za ekonomijo dobra, jaz sem taka pridna, danes mi je spet sosed rekel, koliko sem pridna, pa sem mu rekla, da nisem zmeri toliko pridna, da sem tudi zelo poredna, pa me sploh ni vedel, kaj naj mi reče na to. In tako, ne, zdaj, v bistvu so take lepe stvari, jaz sem se s tem, meni je bilo dobro to, če mi je to rekel, mislim, ni mi rekel, da ti si pa baraba pa to, ne, ampak take, ki so v tej matrici, na uni strani, ki so plusi, to se pravi uni igrački, uni te entitete ali pa pač liki, ki niso, recimo, da so teli, ne vemo čistočno, so malo mešani, ali so lih pozitivni, negativni, ne bi vedeli, ne, so vsi skupaj zmešani. Ampak imamo tudi druge, ki pa igrajo te negativne like, ne. In dejansko je ta mi nastopamo v računalniški igrici in v tem trenutku je lansko leto, marca, je v to računalniško igrico vstopil virus. To sem prav danes, je bilo tako, no, prišel je virus v to računalniško igrico, ampak zakaj oziroma kakšen je ta virus? Ta virus je prišel v te identitete, te like z identiteto, ki so kar naenkrat niso več želeli sodelovati v tej igrici. Se pravi, ta virus je prišel not in je dejansko tisti lik, ki bi mogel tam streljati ali pa, ne vem, biti strog in, ne vem, vse pa vrsti, da nam rekla, našpricati ali karkoli, ne, je rekel, čak malo, ampak to jaz nisem jaz. Recimo, primer, zdravnik. Jaz verjamem, da je veliko zdravnikov, da je to njihovo poslanstvo, da ni vse samo identiteta, ampak njihovo poslanstvo je, da oni zdravijo, oni želijo pozdraviti ljudi in pomagati in so zelo skrbijo za to, da bi lahko pač nekoga res pomagali, da se pozdravi. Vendar v tej igrici so bili oni naučeni, da lahko zdravijo samo z zdravili. Samo s tem in samo na tak način, kot je na fakulteti bilo naučeno. Ne? Se pravi, tako kot ti boš igral to po teh in teh pravilih in nič drugače. Zdaj, ta pravila so pa tiste, ki so narejene tako, da človeka in to človeškost potišijo in jo utišajo. In ta človeškost je zdaj prišla ven, ko je nek zdravnik rekel, jaz se pa tega ne grem, zavedel se je, da je s tem, kar on v bistvu živi in kar dela, da škodi in da njegovo poslanstvo ni škoditi, ampak je pomagati. In se je ta virus v tej igrici začel med ljudmi širiti. In zdaj so oni dejansko rekli, zdaj pa moramo mi popraviti to matrico, ta računalniški virus. Zdaj moramo dati pa nekaj, da bomo te ljudi, osebe, ki so sicer smo ljudje, ne, še vedno smo ljudje, imamo dušo, smo ljudje, vendar, da bi pa oni to popravili, ker jim ni všeč, ker ta igrica zdaj več ne deluje tako, kot je prej delovala, ne, ni šla v to smer. In so najdeli neko terapijo, ki bo spremenila naš v bistvu ta notranjost, da bomo mi spet prevzeli to identiteto, ki so nam oni namenili. Prav, da bomo poslušni, da ne bomo nič spraševali, da ne bomo jokali, da se ne bomo jezili, ampak da bomo postali ubogljivi v računalniški igrici, tako kot računalniška igrica dejansko zgleda. Te bojo une pobili, te bojo pol zbežali tja, te bojo pol srečno tle živeli, ampak samo dokler bomo mi tako rekli, ne, dokler se bojo oni odločili, da bi oni radi tako živeli. Tako da mi smo v bistvu figure v tej igrici in ta virus je v bistvu mind virus, nima veze z nekim zdravjem. To je to, kar so nam oni skozi ves ta sistem v naš dal,
zato ker so pač želeli, da se mi ne razvijamo naprej. Kar je naša edina vloga na tem svetu je, da se razvijamo da ostajamo človek in da smo človeški. Tako da, mogoče lahko daš naprej. In kaj se zdaj pa, da ne boste mislili, seveda, da se potem zgodi, kaj pa zdaj, ko je človek ob službo, kaj pa zdaj? Konc je. Jaz sem bila brez službe. Vem, kako to izgleda, oziroma brez službe. Ja, brez službe. Moja pot je bila začrtana v smeri financ dolgo časa in samo tam in tam in tam. In tam sem dobra in tam sem bila. Vendar sem jaz se odločila, da bom pač tudi šla ven, zato da bom še kakšno drugo stvar delala, da ne bo to moja edina identiteta, ker sem čutila, da pač bi še kaj drugega naredila. Čeprav je bilo to v neznano, pot v neznano. Sem dobra v večjih stvarih, tako kot jaz verjamem, da je veliko ljudi je dobrih v različnih stvarih, ki jih delajo in ne samo v tem, kar so se študirali ali pa kar so jih naučili, vendar ne upajo sploh razmišljati o tem, da bi začeli živeti tako drugače, kot si mogoče želijo, ne tako, kot so jih usmerili že v šoli, pa potem starši, pejti ti na ekonomijo, ker si tako dobra vsem, pa bo šla na ekonomijo, za učiteljico te pa res škoda. To je pač bilo meni rečeno in da to pač, da pejti tam je boljš, tam boš imela boljši položaj. Glejte, tako smo večinoma ljudje bili, ne? Zelo malo, kad so rekli, ti se odloči, kot tvoj srce čuti, kaj pa se nismo vedeli, ker smo bili tako vzgojeni, kaj naš srce čuti, kaj bi mi. Ampak nekje smo čutili, ampak še uno so nas potem v bistvu usmerili v drugače. No, zdaj pa, glede na to, da je ta matrica nam gradi neko identiteto, ki je znotraj tega sistema, z osebno izkaznico, s temi vsemi. Ampak, ker so tisti, ki igrajo, ki so to igrico nam naštimali, ne, oziroma smo si sami na določenem nivoju, so vedeli, da v določenem trenutku bomo mi začeli gledati ven, da ne bomo več tako ubogljivi, ker je to proces življenja in ne moreš tega ustaviti. Se pravi, ta prebojenje, to, da začneš videti izven te matrice in izven teh identitet, ki so nam jih nalimali, je del tega našega izkustva na tej zemlji. In so rekli, zdaj bojo pa teli začeli ven gledati, to pa ne bo dobro, ker nam bojo šli iz te igrice ven in dajmo mi njim naštimati eno matrico še izven te matrice. In so se spomnili božansko matrico. To je tisto, kar je treba res, to je tako narejeno, da vam ne znam povedati, kako je res to res tako zelo, zelo inteligentno. In ta božanska matrica je vse, kar se je s tem zgodilo, v bistvu to, da smo mi kot žrtve bili v tej matrici, mi smo samo žrtve, ne, pač nam rečejo, pa tole, zdaj moraš pa to delati, tole moraš hoditi v službo od 8 do 4, pač tako je, to je tvoja identiteta, tle je avto, takrat znaš voziti, ne smeš toliko po tej cesti, toliko po uni cesti lahko sam toliko voziš, poročiš se lahko, ne, pač vsa ta pravila, ki so nam jih dali, so dejansko nas dala v neko situacijo, da smo mi žrtve. Mi nič ne moremo, ja, tako piše, tako so zdaj rekli, ja, kako pa ne, sej znam sam to delati. Ja, kaj bom pa delal, če nam je v te službe, te tlele, zdaj, ne vem, kaj bom, kako? To ni možno, saj sem ja vzgojen, saj sem ja bil naučen sam to. In vse to smo samo, to lahko reče samo žrtev. In ta identiteta je idealna za to, da v sistemu dela žrtve. Se pravi, takoj, ko to identiteto izgubimo, kaj zdaj? Bogi jaz. Kaj bom zdaj? Nisem več policaj, bogi jaz. Ali pa ne vem, vse ni važno. Bogi, kaj boš? Ja, dej, poišči v sebi tisto, kar znaš še delati, kar te res veseli, ker mogoče te to tudi ni toliko veselil. Lahko, da te je, ampak v tem trenutku si se odločil, da boš stopil na stran človeka in da ne boš deloval v njegovo
slabo in v njegovo škodo in da boš šel ven, zato ker ta figurca tega policaja, ki je noter v tej igrici, te več ne ustreza, ni več, ker nočeš več igrati te igrice, nočeš. In rečeš, ok, ampak neki zihar je, kar me še veseli, se ni važno, bom pa čuval, ne vem, sosede, da ne bo kdo kaj ukradel, še vedno lahko čuvaš ali pa še vedno lahko pomagaš kot policaj, recimo kot figura policaja, ti imaš še vedno lahko zelo plemenito vlogo v tej igrici, rečemo, da pač delaš tisto, kar je tvoje poslanstvo, ker to, da ti kaznuješ ljudi zato, ker so ti nekdo to naročil, pač to ni poslanstvo, prosti. To je pač samo boganje ukazov in pač to ni človeško, ne? Ko pa ti želiš nekoga zaščititi, zato ker to je tvoje poslanstvo, potem pa to lahko delaš, ne? In tudi to je zaželjeno in tudi to je tisto, kar je pozitivni del te tvoje identitete ali pač kjerkoli. Zdaj sem vzela nekega policaja za primer. Torej, izguba identitete ne pomeni smrti, ne pomeni v nobenem primeru smrti, to, kar se vsi bojijo. Ja, bom izgubil službo. Ja, dragi moji, marsikdo je še, pa ni kar umrl, pa marsikdo je še bo, pa ni umrl, pa mogoče še bolj se je imel pol, kaj je izgubil, ker je dobil drugo priložnost, druge tam, ker sploh nikoli ne bi šel tja ali jo dobil, če ne bi te službe izgubil. Zato to ne pomeni smrti. To pomeni smrt tega avatarja v tem sistemu, ki v bistvu je odlepil se od človeka, od tega, kar je v spodi. Ker kaj v spodi je pa samo človek. V spodi je še vedno in samo človek z dušo, z vsemi čustvi, z ljubeznijo, s srcem. Tako da ta božanska matrica, ki je tudi načrtovana, tudi popolnoma, ker so oni vedeli, da se bo to zgodilo, je pa spet, smo pa mi, mislimo, da smo šli ven, vendar še vedno, pa mi damo svojo moč v roke bogovom, Bogu, Bog. Bog, ko slišam jaz, Bog je več kot jaz. Jaz si mislim, svoje nič ne rečem. Jaz sam rečem, a res, a Bog je nad tabo? Aha, ker vlada je nad mano, ne? Vlada je pač nad mano in zdaj v drugi matrici je pa Bog. Pa ne samo en, velikih je. Ne? In spet, zdaj bomo pa oni nam bojo pomagali. Če bom jaz v redu, pa mi bo pomagal Bog, angeli pa vsi oni. In spet, kaj sem jaz? Kaj sem? Žrtev sem. In to je samo božanska matrica, je spet igrca. Samo da tam so spet avatarji, ampak so tisti drugi, ki to igrico so nastavili in jo igrajo z nami oziroma z ljudmi. Tako da tukaj vam želim, da to stvar malo raziščete, da si kaj preberete, da začutite, ker mi smo, ljudje smo toliko močna bitja, da ne rabimo nobenega, ki nas bo reševal. Ja, rabimo nekoga, da nam pomaga, da se objamemo, da naredimo, da smo ljudje, pomagamo si med sabo, vendar ne, pa tudi nekomu lahko rešimo življenje, ne, mu pomagamo iz vode, ne vem, mu damo za jest, mu plačamo položnico, ne vem, se pogovorimo z njim. To pomeni, da smo mi tisti, ki smo rešitelji in istočasno tudi dajemo oziroma in sprejemamo. Se pravi, ne rabimo nobenih tam nekih drugih, ker s tem spet bomo postali žrtve in ko bo rekel Bog tako levo, tudi če ti bo prav ali pa ne bo prav, boš pač tako naredil ali kaj. Ja no, ne boš, a ne? Pa kaj to? Kjer Bog bo meni rekel, kva ne jaz delam? Jaz bom delala tisto, kar čutim, da je prav in da nobenemu ne škoduje. Ok. Tako da malo sem se tako padla noter, tako kot vedno. In zdaj pogledamo še rešitev. Seveda je rešitev. In jaz sem najdla to eno lepo fotografijo te rešitve. Zato, ker zame, jaz mislim, da je to za vse in to dam roko v ogenj, se temu reče. Rešitev je, da se začnemo spraševati, kdo smo mi.
Mi nismo ta identiteta, ki so nam jo dali z osebno izkaznico, pa z pogodbo o delu, pa s tem. To mi nismo ta identiteta. Dajmo se spraševati, kdo smo mi, zakaj smo tukaj na tej zemlji, zdaj, v tem trenutku na tej prelepi zemlji, s temi lepimi gozdovi, s temi lepimi vodami, s vsem tem, zakaj, a smo zato, da bomo šli v službo in tam bomo, ne vem, pač delali tisto. Ja, seveda, lahko gremo, če nas veseli, pejmo, ampak ni namen, da mi trpimo na tej zemlji na ta način. In zato je rešitev, ker rešitev je spet to, da mi naš spravimo ven iz tega. Se pravi, mi moramo ostati na zemlji, to je naša zemlja, človeška zemlja, tukaj smo mi. Oni nas s tem, ko nam dajo to identiteto, vlečejo ven v neko računalniško igrico, ki ni več na zemlji. In zato je pomembno, da mi se vrnemo nazaj v naravo. Vidite, kako je težko. Zdaj ne smeš iti tja, do vode tam posod več ne moreš priti. V ta gost ne smeš, ker je vdungala, ker je last pa s pištolatom, pač s puško hodim. Vidite, na vse možne načine nas probajo, pa niti nimaš časa, ko prideš zmatran iz službe, pa moraš iti hitro še otroke, kaj peljati po trgovino. V glavnem, na vsak način nas želijo spraviti stran od narave. Edina stvar, ki nas bo rešila, da bomo ostali človek, je, da se povežemo nazaj z naravo in z ljudmi, seveda. Kar pomeni, da pejmo bosi ven, pejmo v vodo, to sem že tudi zanč rekla, pejmo v gost, pejmo vsaj na sprehod, povežemo se, imejmo kužka, mucko, ne vem, skozi živali. A ima žival kakšno identiteto? A tam ena krava, ki stoji, reče, ja, jaz sem pa Franska, pa rojena sem takrat, pa imam osebno izkaznico. Bolje njo. Ona je sam žival, razumeš? Ona je sam tako, to je to. Kaj se smeješ? A ni res? Ja, no. Ni kravi, Ja. je bolj pametna. Ja, ker mi smo pa v glavi, jaz ne, to se pa ne spodob. Jaz sem pa levno, bila tole, pa sem bila direktor, tam bi pa mogla biti direktorica, kaj pa zdaj, jaz pa kar, kva dela ona? Prodaja rogličke. Ta je pa nizk padla, ne? Take stvari pol in kaj zdaj, če se ti poistovetiš s tisto direktorico ali pa z vodjem ali pa z ne vem kaj, te to boli, zato ker rečeš, pa ne, pa jaz, kako bom jaz res, kaj je to je pa res, da jaz zdaj kar obličke prodajam, pa pečem, pa to, da sem v pikarni delala, pa to, se to meni spodob, pa to je bilo izven tega igrice, ni bilo to meni namenjen na liman, ampak je bilo ena ful dobra izkušnja in res. Tako da, pejte res vsak dan v naravo in mogoče, in v bistvu je ravno zdaj, če ne edini čas, ki smo v bistvu priča mi vsi na celem svetu, odlična priložnost za to, da ponovno odkrijemo, kdo smo, kam gremo, da poiščemo nove priložnosti, pa ne z identiteto, z srcem, samo tle, tukaj not vse piše. In v bistvu ostanemo zvesti sami sebi, to je najbolj pomembno, ker vse te identitete niso zveste sami sebi, ampak delajo samo to, kar je bilo na njih nalimano. Tako da nehajmo iskati rešitve izven nas, ker jih ni, ker vse rešitve obstajajo v nas in želim vam, da greste pogumno čez te preizkušnje, ki so vsak dan za vse nas in da če rabite kakršenkoli pomoč ali pa pogovor, smo tukaj v društvu tudi za vas, da pridete, da nas pokličete, da se oglasite in da gremo skupaj čez to, kar smo si izbrali na tej zemlji. Tako da to je to. Če je še kakšno vprašanje ali pa kakšen komentar, mogoče Mihael ali pa od članov, ki ste tukaj. Kaj je potem identiteta, smrt ali življenje? V tem trenutku se identitete umirajo in se rešuje in se v bistvu življenje rojeva. Bravo. To je to. Res je. Iskrena hvala za to ozaveščeno vsebino, kaj smo. Dejansko iz nas naredijo osebe, pravne osebe,
tudi rečejo fizična oseba, se pravi, v nobenem primeru pa nisi človek, ne? Si pravna oseba, pa si v vsakem primeru si oseba. Osebna izkaznica ima dve strani. Na eni strani imate sliko, rojstne podatke, pa trajanje, na naslednji pa seveda imate napisano ime in priimek z veliko začetnico. Ime in priimek z veliko začetnico. Ko pa osebno izkaznico obrnete, na drugi strani, tam ste fizična oseba, na drugi strani ste pa pravna oseba, ker imate gor številko, desno zgoraj številko osebne izkaznice, vaše črke od spodaj so vse v capitis diminutio maxima napisane, vse z velikimi začetnicami, pomeni totalni suženj sistema. In pa seveda naslov, kje te dobijo, kje te ujamejo. Predlagamo vsem, tebi, vsem predlagam sledeče, da od danes naprej si kopirate osebno to, da si kopirate na fotokopirc in tisto plastiko pustite doma, zato ker ko vas bo policaj ustavil, mu dajte papir v roke in če vam tisto papir vzame, vam ni vzel te stvari, zato ker rečete, to pa ne obstaja. Tle imate podatek, ta podatek si spravite nekam in vas tudi kaznovati ne more. Zaradi tega, ker ko vam vzame osebno, vzame dejansko vašo osebo in gre gledati v sistem in potem ima v sistemu in vi brez te osebne ne morete funkcionirati, ker je sistem tako narejen. Da se obvarujete težavam in vsem mogočim mahinacijam, si dajte seveda fotokopirati tudi potni list, tisti, ki ga imate. Če ga nimate, ok, pač samo osebno z obeh straneh si kopirate, imate papir pri sebi, osebno pa doma. Če imate pa potni list, se pa zavedite nekaj. Nihče vas ne more kot potnika ustaviti. Lahko vas ustavi, ampak če mu date fotokopijo potnega lista, vas tudi ne sme omejevati pri gibanju. Ne v trgovino, ne v špar, ker v tem primeru ste vi potnik. Po zakonu je pa naše gibanje svobodno, doma, v naravi, povsod, QR kode zbrišemo, ljudem povemo, da smo svobodni in da lahko gremo kamorkoli, če si pa drugi postavljajo omejitve, pa to ni več naša stvar. Hvala lepa, lep večer in se vidimo čez slabo urco. Povedal.